Dober dan želim. Vlada je na današnji seji imenovala pogajalsko skupino za dialog s sindikati javnega sektorja. Uresničujemo torej zavezo iz prvega dne delovanja te vlade, da bomo takoj in nemudoma začeli dialog o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja, tako da v prihodnjih dneh seveda pričakujemo, da se bo pogajalska skupina tudi takoj sešla, pripravila izhodišča in tako kot smo se dogovorili nazadnje s sindikati na srečanju na Ministrstvu za javno upravo, v 14 dneh računamo, da bomo seveda začeli tudi resna pogajanja s sindikati javnega sektorja. V pogajalski skupini so visoko usposobljeni predstavniki z domala vseh ministrstev, v ožji pogajalski skupini pa seveda iz kabineta predsednika vlade, z generalnega sekretarjata vlade, z finančnega ministrstva in z Ministrstva za javno upravo. Pogajalsko skupino bo vodil gospod Peter Pogačar z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Gospod Peter Pogačar je izkušen, ima dolgo prakso delovanja v državni upravi, ni politična osebnost, kar se nam je zdelo v tem trenutku seveda tudi bistveno, neobremenjeno gre kot vodja pogajalske skupine, ima pa polna pooblastila vlade, ponavljam, polna pooblastila vlade, da vodi to pogajalsko skupino in seveda ob strokovni pomoči celotne ekipe, ki je imenovana v to skupino, ta pogajanja s sindikati javnega sektorja pripelje tudi uspešno do zaključka, kar je seveda želja tudi sindikatov javnega sektorja. Gremo, ponavljam, v dialog, mi nismo na dveh bregovih, vsi smo na istem čolnu in iščemo rešitev za stavkovne zahteve. Hvala. Kakšna vprašanja gospoda ministra na to temo, o tej točki? Kako se vi kot minister počutite? Samo za mikrofon, počakajte. Pop TV, izvolite. Morda to, gospod Medved, kako se vi kot minister počutite, da ne boste vodili pogajalske skupine, je to kaj nenavadno? Ja, to je to. V bistvu govorilo se je tudi o gospodu Vojmirju Urlepu, zakaj je prišlo do gospoda Pogačarja, to. Nasprotno, seveda ni nenavadno. In v preteklosti so bila najuspešnejša pogajanja s sindikati, pa veste, da jih je bilo v naši zgodovini že kar nekaj, takrat, ko teh pogajanj niso vodili ministri. Zgodilo se je celo, mislim, da dvakrat doslej, enkrat pa zanesljivo, da pogajanj sploh ni vodil nekdo, ki je zaposlen v državni upravi ali pa v javnem sektorju, pač pa je prišel iz zasebnega sektorja, neobremenjen, tako veliko lažje peljal dialog s sindikati. Tako da, če mislite, da je to nezaupnica ministru, ravno nasprotno. Dogovor na ravni celotne vlade je že od vsega začetka bil, da teh pogajanj ne bo vodil direktno minister za javno upravo. Hvala. Še kakšno vprašanje? Arkana, izvolite. Mihael Rešnik, Kanala. Gospod minister, zanima me, glede na to, da so pač sindikati zelo jasno izrazili pričakovanja, da se pogajanja nadaljujejo točno z tiste točke, kjer so bila prekinjena potem, ko je pač prejšnji predsednik vlade odstopil. Ali jim lahko že zdaj javno zagotovite, da se bodo dejansko nadaljevala od tiste točke naprej, kar pomeni, vsaj oni tako pričakujejo, da bi bila lahko tudi zelo hitro zaključena? Hvala. Tudi mi pričakujemo, da bodo pogajanja zelo hitro zaključena, na malce nezadovoljstva morda obeh strani, ampak to so pač pogajanja in vsaka pogajanja so kompromis. Kar zadeva točko, odkot in kam, mi bomo, to smo povedali že na začetku in povedali smo tudi na prvem srečanju s sindikati javnega sektorja, mi bomo nadaljevali pogajanja. Ne bomo jih začeli na novo, nismo pa nikoli govorili o točki, na kateri točki. Vlada pripravlja izhodišča za ta pogajanja, ta izhodišča bodo strokovno pripravljena in iz teh izhodišč gremo v pogajanja. Torej, nadaljujemo pogajanja, seveda pa na kateri točki, o tem pa seveda zaenkrat ne morem govoriti, ni točke, s katere bi krenili. Izhodišča bodo izhodišča nove vlade Republike Slovenije. Naprej imamo še vprašanje TV Slovenija, Primorske.
Gospod minister, če lahko malo izven današnje seje vlade, pa vendar v zadnjih dneh Gregor Drnovšek, TV Slovenije, se pravičujem, v zadnjih dneh precej razburja nova visokošolska afera, če lahko tako rečemo, na Filozofski fakulteti v 10 letih nekako €1 milijon neupravičenih nakazil ali pa vsaj €500 000. Ste danes na vladi to kakorkoli omenjali, vemo sicer, da gospoda Pikala ni bilo, ali bodo kakšni tudi morda bolj taki sistemski rezi v to visokošolsko sfero vendarle ne vem, potegnjeni z novo vlado? Če me sprašujete, seveda na vladi danes tega nismo obravnavali. Sam sem o tem seznanjen, kolikor sem pač seznanjen iz medijev in iz medijev sem tudi izvedel, da določeni postopki na sami fakulteti tečejo. Kaj več pa, da bi zdaj lahko rekel, kako se bo sistemsko pristopilo k temu problemu v tem trenutku, pravzaprav težko govorim, seveda je to predvsem tudi vprašanje za ministra za šolstvo in verjamem, ko se bomo podrobneje s tem seznanili, da bomo lahko tudi ustrezno odgovorili. Primorske novice. Jana Grebe z Primorskih novic, pravzaprav povezavi s tem, glede vašega ministrstva, kako lahko ukrepa, ker vemo, da leta 2015 je šel za inšpekcijski nadzor na druge fakultete oziroma na vse fakultete pogledati. Zdaj rektor napoveduje, da če bi bilo tudi ostale fakultete revidirali glede tega, pa me zanima, kaj lahko ministrstvo naredi, ali lahko vi tudi še inšpekcijski nadzor tja usmerite recimo. Torej, Ministrstvo za javno upravo nisem prepričan v tem trenutku, da lahko pošlje inšpekcijo. Je pa seveda inšpekcijski nadzor pa je možen že tudi po sami službeni dolžnosti delovanja inšpekcijskih organov. Lahko pričakujemo, da bodo ustrezne inšpekcije tudi ustrezno odreagirale. Hvala, zdaj imam ponovno vprašanje pod TV-ja oziroma TV Slovenija, ste se že dogovorila. Ja, gospod minister, v sklicu današnje seje je bilo zapisano tudi, da bo vlada na podlagi nekaterih podatkov statističnega urada zmanjšala oziroma znižala določene varčevalne ukrepe na področju družinske in socialne politike, pa me zanima, je to vlada danes storila, če da, kje, na podlagi katerih podatkov to? Vlada se bo o tem še usklajevala, dogovorjeno je tudi, da glede na to, da so nekatere zaveze zapisane v koalicijski pogodbi, se bo v najbližji prihodnosti, to je v nekaj dneh, na to in seveda še na mnoge druge teme sestala tudi koalicija, kar je pa seveda popolnoma normalno delovanje v nekem političnem sistemu, da se koalicija vsake toliko časa o določenih stvareh, ki se navezujejo na koalicijsko pogodbo, tudi usklajuje. Danes ni bilo torej sprostitve varčevalnih ukrepov? Danes ni bilo sprostitve. Hvala, če ni več vprašanj. Pardon, STA, izvoli. Tadej Vrtovec, STA. Občine so nezadovoljne s ponudbo glede povprečnine. Se boste vi kaj sestali z njimi in ali sodeluje pri tem oziroma prepuščate finančnemu ministrstvu to zadevo? Torej, ali se boste vi ali prepuščate finančnemu ministrstvu? Hvala. To je stvar celotne vlade, ne samo finančnega ministrstva, ne samo ministrstva za javno upravo. To so odločitve na ravni vlade Republike Slovenije. Seveda, mi se bomo že, mislim, da je prihodnji teden ta kongres lokalne samouprave, sestali s predstavniki vseh občin, še več tovrstnih sestankov je napovedanih tudi v prihodnje in se usklajevali naprej. Ponudbe, veste, so na mizi, izračuni so na mizi, seveda pa je vse naprej stvar dialoga in na podlagi tega dialoga se bo videlo, kolikšna bo povprečnina za leto 2019.